Zdaj si pa oglejmo, kako pa vnašamo poročilo, druge vrste poročilo, to je poročilo o vzdrževalni ali drugačni akciji markacistov. V bistvu je zelo podobno, kot je bilo poročilo o ogledu, o pregledu, samo da so malo drugače organizirani podatki. Recimo, da smo opravili vzdrževanje na odseku med sedlo Gonte in Gonte, tukaj bomo kliknili na tega. Ok. In zdaj grem dol na dno teh podatkov in ne bom kliknil na P, ampak na V. Kot sem že prej v enem od videov razlagal, da sem lahko pridemo na različne načine, ampak recimo, da zdaj smo prišli na tale način, kot sem ga pokazal. Torej kliknem V in tu se začne vnašanje poročila o akciji. Akcija je bila recimo danes, če je trajala, ali pa recimo, dajmo takole, da je trajala 2 dni. Da se je začela prejšnjo, kaj je to, kjer je tole ponedeljek, pomeni, da je tole soboto in je trajala do nedelje. Do nedelje, torej 2 dni, število dejanskih dni 2 dni, število udeležencev je bilo pa, še ne vemo, ker jih bomo potem dodali enega po enega. Tole se bo vse zračunalo. Tukaj vnesem, kaj smo delali. Spet imam tukaj šifrant. In bomo rekli, da smo markirali nove markacije, da smo kosili, da smo malo dletili traso, da smo zamenjavali usmerjevalne table in da smo pa montirali žig, recimo, da smo bili, kar veliko smo naredili. In recimo, da je prej bil predlog, da je bil na tem odseku narejen pregled in da smo s to akcijo mi to rešili in da je rešen predlog zadnjega poročanja o opravljenem pregledu. Tukaj lahko opišem, skrbno smo očistili in ojačili pot ter na novo pobarvali markacije. Recimo. Vrednost povrnjenih stroškov lahko vpišemo, to je sicer še stvar dogovora, to se boste morali markacisti med sabo zmeniti, kaj točno se tukaj piše, ampak recimo, da smo povrnili 50 evrov zdaj. Prevoženih kilometrov bilo se treba peljati kaj pa nazaj, seštejemo, je bilo narejenih recimo 80 kilometrov, v 2 dneh kaj pa nazaj, v 2 smeri, to je po 20 kilometrov vsakič sem pa kaj. Kdo je delal? Odpre se nam tole polje in tukaj imamo možnost brati markacista. Zdaj zaenkrat so še vsi iz cele Slovenije in jih je malo v bistvu težko najti, ampak kasneje bodo to markacisti vašega društva na tem seznamu in jih bo lažje najti. Bila je Katarina, spet ti bomo njo dali, vodja akcije, število dni, 2 dni je delala, število ur, recimo, da je vsak dan po 3 ure, torej vsega skupaj 6 ur. Ok, bil je še eden zraven, plus. Markacist, zdaj pa res ne vem, kdo je še iz Medvod, pa bom napisal, tokrat pa res napisal, imam filter tukaj, tukaj je filter, bom napisal Jožeta dobro poznam, našega predsednika, recimo, da je predsednik Jože Rovan pomagal. In je bil sodelujoči in je tudi delal 2 dni in je delal 6 ur. Skupaj sta opravila delo. Jože in Katarina. Lahko jih damo poljubno veliko, ne bomo več, 2 sta dost za tole šolanje. Zdaj tukaj imamo še pregledovalce, to pride v poštev, to zaenkrat spuste. Pač pa ostali izvajalci. Zdaj tako je, lahko da je bil zraven še kdo, ki ni markacist in ni registriran med markacisti in ga zato v tem zgornjem seznamu tukaj ni. Lahko pa je bil zraven, pa je pridno pomagal. In zdaj zaradi varovanja osebnih podatkov jih ne smemo tukaj imensko pisati, je to zoprno zaradi teh pravil, tako da smo se odločili, da se tukaj napiše samo ime, ena oseba. In recimo, da je bil ves čas zraven 6 ur.
2 dni, po 3 ure je bil 6 ur. Opomba, pomagal jima je tajnik našega društva. Napišemo karkoli, to, da se bo vedelo v bodoče. Ne smemo pa preveč pisati osebnih podatkov, ker je to prepovedano. Še en okenček, material. Vrsta materiala, kaj smo porabili, kaj smo rekli, da smo delali, barvali smo, ne? Kje imamo barv, bočne opore, beton, nosilec, ograja, opozorilna, kje pa imamo kakšne barve. Žig sem rekel, da smo popravljali, ne? En žig, nimam kaj pripomniti, pa še malo materijala je bilo, dajmo še kaj, drug material, skrinjica, dajmo še skrinjico smo dodali, en kos, pa še, pa kaj še, pritrdilna in opozorilna smerna, kje imamo pa barvo. Menda imamo kje barvo. Beton, hobi, stopnice, nimamo barve, no, dobro, to pa bo treba morebiti še dodati. Torej ne vem, kako se doda barva, tega ne znam, ampak pomeni, da tega namo opisali ali pa lahko samo opombo naredimo. Bomo tole zaprli, pa bomo tukaj zraven, porabili smo tudi 1 liter barve. Tako, varoval ni bilo, mi ni treba vnašati, konc. To je vse, kar smo imeli za vnesti. Torej, kje smo delali na tem odseku? Koliko časa smo delali? 2 dni. Kaj smo delali? Tole. Kdo je delal? Katarina, Jože, pa še eden. In to je to. In smo, ja, pa še tale material smo porabili. In je to. Rečem, ja, to je to. Želite naročiti sliko? Nimam slike. Nimam slike, ne želim. Tako. In je zdaj vnešen vnos o tem pregledu. Ali o tej vzdrževalni akciji. To je bil, kjer smo rekli, odsek 2817 tale. Poglejte. Zdaj pa poglejte semle, ko sem že enkrat kazal, kako so organizirani podatki. Tale ima svoj plus in piše, da so bile vzdrževalne akcije. In poglejte, ta naša sploh ni bila zadnja ali ni bila edina. Ta naša se je zdaj pojavila tukaj 22.10. Predtem je že bila 24.9. ena, 3.7., 27.2. letos. In to je primer, kako se bo ta baza vzdrževanj počasi polnila in čez leta bomo imeli v bistvu za vse poti v Sloveniji takole zbrane informacije o tem, kdaj je bila katera pot vzdrževana, kaj je bilo narejen, kaj je bilo kdaj narejen in se da iz tega marsikaj koristnega ven potegniti. Zdaj, če kliknem na tole današnje, boste videli, da je k tej poročilu še en nivo nižji, sta 2 markacista pripisana, pa 2 vrsti materijala, pa še nekaj ostalih izvajalcev. Skratka, to je zdaj podatkovna struktura, za tiste, ki vas te stvari malo zanimajo. Tukaj noter so se podatki zapisali. Če jih želimo dobiti kot PDF, evo ga tukaj, poročilo o vzdrževalni akciji, smo ga dobili, to je to, odsek ta pa ta, toliko pa toliko, od takrat pa takrat je bilo narejen, 2 dni, število izvajalcev 3, skupna dela 18 ur, vrednost stroškov, to smo opisali, 50, prevoženih kilometrov 80. Katarina je delala 6 ur, Rovan je delal 6 ur, ostali izvajalci 6 ur, tole je tisto, kar sem napisal, da jim je pomagal tajnik društva. Lejte, za skrinjico pa imamo ceno, 91,5 evra stane skrinjica za žige, za žig pa ni cene. Ta cena je iz šifranta. Tako, in je to to.